Hejla, Darja tukaj iz Esence vesolja. In kot vidiš, imam pred sabo tibetansko posodico. Zakaj? Ker bom danes povedala malenkost več o zvočni kopeli. In sicer, kaj to sploh je. Ker vem, da veliko ljudi nas dostikrat vpraša, kaj sploh je zvočna kopel, kaj sploh tam poteka, a ne. Jaz vedno pravim, najlažji način, da nekaj spoznamo, je, da se pridružimo in da gremo izkusiti in potem vidimo, a je to nekaj za nas, ali to mogoče ni za nas, ali je to nekaj za občasne priložnosti, ali je to nekaj, kar lahko delamo večkrat, odvisno, kako nam ustreza, a ne. Tako da najboljši način je, da prideš in probaš. Se pravi, v društvu Esenca vesolja imamo že, jaz mislim, da 6-7 let zvočne kopeli. Izvajava jaz, Darja in Urša. In zadnjih 2-3 leta delamo večinoma samo 3-urne zvočne kopeli. Kaj je zvočna kopel? Kopamo se v zvoku, dobesedno kot pove sama beseda, a ne. In poteka tako, da vi kot udeleženci ležite na tleh, ponavadi smo na tleh, na joga blazinah oziroma si naredite čim bolj udobno mesto, kjer lahko telo v miru počiva, a ne. Lahko se tudi sedi, seveda, a ne. In edina vaša naloga je, da ste tam in da uživate ob zvokih, ki jih potem proizvajajo različna glasbila. Eno izmed glasbil je tale tibetanska posodica. Dajmo jo poslušati še enkrat. Se pravi, vsi ti zvoki v instantu pomirijo naš um. Jaz, ko že enkrat udarim, a ne, je to že, ke da so vse misli, vse se začne umirjati. To je eden izmed dolgotrajnejših efektov zvočne kopeli. Enkrat, ko mi gremo na določeno stvar večkrat, se tudi naše telo zapomni, evo, slišim tale zvok, pomeni, da zdaj se pa lahko zrelaksiram, a ne. In tudi možgani, takoj, v instantu, vse misli se ustavijo. To se ne zgodi takoj, a ne, tako rečeno. To spada pod spomin našega telesa, ko smo večkrat na določenih stvareh, ki pomagajo nam, da se umirimo, se naše telo to zapomni. In potem gre to vsakič lažje in lažje in lažje. Zaradi tega ni za pričakovati čudežev po eni zvočni kopeli. Če pa gremo večkrat, če je to neka stvar, ki nam ustreza, pa lahko dejansko zelo blagodejno vpliva tudi dolgoročno na, ne samo na fizično telo, ne samo na naš ampak dejansko tudi na energetska telesa, tudi na strukture našega telesa, ki se jih mogoče še ne zavedamo, a ne. In jih tudi v tem trenutku ne rabimo se zavedati, a ne. Ne rabimo vsega kontrolirati in vedeti, kaj se dogaja. Enostavno vemo, okej, a mi to paše ali ne. Ne grem na ostala glasbila. Je pa še ena stvar, paše ali ne, a ne. Dostikrat nam ne paše iti iz cone udobja, o tem se zelo dosti pogovarjamo v sklopu teh različnih naših delavnic. In vemo, kdaj je določena stvar, ker nam ne paše, ker nas potiska naprej in pač ne želi naš naš ego, naš določen del telesa iti naprej, a ne. To je ena stvar, druga je pa, ko ti res ne paše, ko veš tisto instinktivno po intuiciji, okej, tole pa res trenutno ni za mene, a ne. In se potem tudi počasi začnemo razlikovati in naučiti, okej, kdaj je ena, kdaj je druga stvar, a ne. Okej, da ne bo video predolg. Tibetanske posodice so ena izmed glavnih akterjev na naših zvočnih kopelih. Imamo jih cel nabor, različne frekvence in se potem ustrezno jih kombiniramo, a ne. Potem imamo še gong, imamo nepalske gonge, tako da so drugačni, kot jih ima večina na ostalih zvočnih kopelih, ki so planetarni. Zaradi tega, ker ti nepalski so iz iste mešanice kot tele posodice in dejansko vse v mojih izkušnjah je frekvenca, vibracija popolnoma drugačna, a ne. Tako da gong je tudi zelo močno orodje, ki nam tudi pomaga iti res v globine, mogoče tam, kjer imamo kake blokadice, a ne. Obadva gong posodice, tibetanske posodice nas povezujejo navzgor, a ne, so te frekvence, ki odpirajo nekako, bom rekla, naše energetsko telo proti gor. Zdaj imamo pa še šamanski boben. Šamanski boben je res tudi ful močno orodje, pomaga se nam prizemljiti, pomaga nam ustvariti močne korenine, biti prisotni v tukaj in zdaj. In je tudi eden izmed teh res močnih orodij, ke začneš enkrat igrati, minutka, 2 in ti dejansko spravi možgane tudi v res drugo valovanje, ker se lahko umirimo, a ne, in tudi ni misli,
vse se pač pomiri. Kaj imamo še? Imamo potem tudi še nabor drugih različnih glasbil, od Rainsticka, Ocean Drum, zvončki. Na kopeli ta teden, zdaj smo oktobra, se pravi, kopel bomo imeli 31. oktobra, ja, na zadnji dan 2025. Imam pa še eno novo glasbilo, ki je pa tudi za začetek ali pa za konec malo za sproščati. Kaj je to? Bom pa magari predstavila glasbilo v naslednjem videu. Evo, da ne bomo predolgi. Se pravi, zvočna kopel. Z vsemi temi glasbili ustvarimo vibracije, frekvence, ki pomagajo, da se naše telo ponovno začne zbalansirati. Če so blokade, se začnejo rahljati, sprosti naše telo in mislim, načeloma je namen zvočne kopeli, da pridemo tja, da se lahko res po dolgem tednu sprostimo, a ne? Da si damo to darilo, 3 ure, sliši se dolgo, ni dolgo, načeloma mine kot pol urce, 1 urca po vseh komentarjih naših udeležencev. Dejansko, ko ti padeš v eno stanje brezčasja, ni časa, ne zaznavaš časa in vse te frekvence te res samo vodijo v tvojo notranjost. Ideja je v tem, da gremo noter in da začnemo ali se naučimo ali pa nadgrajujemo, kako je to, ko smo pozorni samo na sebe. Fokus je navznoter, nobenih zunanjih dražljajev, zaradi tega imamo tudi oči zaprte, a ne? In je to. In samo 3 ure smo sami s seboj. Tudi to je lahko za marsikoga izziv, ampak kot pač povemo tudi pred zvočno kopeljo, če je komurkoli preveč, se lahko vedno vstaneš, odpreš oči, zadihaš, a ne? Lahko greš na WC, prideš nazaj. Se pravi, vedno so določene stvari, ki se jih da narediti. To, da je nekomu preveč, mislim, da v 7 letih je bilo 1-2krat, pa še to so bili res, bom rekla, posebni primeri. Večinoma sploh, ko pride ljudje drugič, tretjič, se že res lahko sprostiš. Mogoče je prvič za koga lahko malo večji izziv, zaradi tega, ker nam nagaja, a ne? Ampak tudi to pač gremo čez in ja, treniramo se, a ne? Tako da evo, vabljeni na naše zvočne kopeli, ki so objavljene, dajemo vse aktualne termine na stran dogodki, na esencavesolja.si, na Facebook strani objavljamo, tako da lahko tudi sledite naša socialna omrežja in se vidimo na kateri od naših zvočnih kopelj. Te 3-urne imamo zaenkrat v Ljubljani. Če bomo imeli pa kjerkoli drugje, pa tudi bo objavljeno. Tako da evo, upam, da imate zdaj boljšo predstavo, kaj je to zvočna kopel. Bom pa še po navdihu naredila še kakšne videote, da še malo bolj razložimo določene stvari. Lep dan!